Slišite, torej pozdravljeni na drugi razpravi v seriji Moje mnenje šteje, v kateri povezujemo predvsem mlade, širšo javnost, predvsem mlade v bistvu, z odločevalci na evropski ravni. V pogovorih o recimo temu ključnih oziroma pomembnejših evropskih temah. Danes je tema dogodka, ki ga soorganiziramo Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Društvo študentov novinarstva FACE FDV na Ljubljanski univerzi, prihodnost novinarstva, v kateri smo pogovorili o tem, v bistvu, kako zagotoviti strokovnost novinarstva na eni strani, pa po drugi strani v bistvu ga zavarovati pred vsemi možnimi kapitalskimi, političnimi in drugimi pritiski in tako zagotoviti v bistvu njegovo neodvisnost. Tukaj pozdravljam govorce, evropska poslanca gospoda Milana Zvera iz Evropske ljudske stranke in gospod Ireno Jovevo iz skupine Renew in pa predstavnika FACE-a, Nežo Borkovič in Jakoba Murovca. Ne vam predajam besedo in seveda v bistvu hvala za udeležbo na tem dogodku. Ja, najlepša hvala, Andrej, za tale uvod. Zdaj vse prisotne bi tudi midva z Jakobom in vsi člani društva FACE lepo pozdravili na današnjem pogovoru. Kot rečeno, skupaj sodelujemo Društvo študentov novinarstva FACE in Hiša Evropske unije. Za vse, ki nas društva še ne poznate, smo društvo, kjer člane v bistvu povezuje zanimanje za novinarstvo in eno kritično misel. Je pa tudi prostor za kreativo, kjer se lahko študentje novinarstva preizkušamo v ustvarjanju lastnih prispevkov, imamo tudi svoj lasten časopis in pa velikokrat se preizkušamo tudi v organizaciji javnih dogodkov, kot je pa prav ta razprava danes. Ja, dober večer, lep dan tudi z moje strani. Mogoče je na tem mestu prav, da še enkrat predstavimo današnje gosta, kakor je že Andrej rekel, sta z nami evropska poslanka Irena Joveva iz stranke oziroma skupine Renew in Milan Zver iz Evropske ljudske stranke. Eden izmed razlogov, zakaj smo jih prav njiju povabili, je tudi ta, da so oba v svojem delu, ki ga opravljata v evropskih inštitucijah, posvečata tudi problemom mladih. Gospod Zver je med drugim stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+, tam je najbolj aktiven, pa tudi gospa Joveva je članica odbora za kulturo in izobraževanje, kjer se osredotoča in deluje v fokusu mladih. Ja, v začetku bi mogoče še poudarili, da bo to nestrokovna debata, tako smo si tudi nekako v začetku zamislili, daleč od tega, kar sicer študenti poslušamo v predavalnicah na naši fakulteti. Debata bo v bistvu pretežno izhajala iz našega zanimanja, študentskega pogleda v naši prekarni in negotovi prihodnosti, v Evropski uniji in pa v bistvu katere del svojimi odločitvami so ustvarjata tudi poslanca. Šlo bo torej za neko izmenjavo mnenj, se tudi naslov tega projekta Moje mnenje šteje in vsako mnenje šteje. Ja, prav tako, ko si rekla, in ker šteje tudi vaše mnenje, drago občinstvo, drage poslušalke, poslušalci, tudi vas vabimo, da seveda spremljate razpravo in seveda, če se vam med pogovorom porodi bilo kakšno vprašanje za goste oziroma kakršnakoli zadeva, ki bi obogatila razpravo, lahko vprašanje zastavite tako na Zoomu, recimo v chat lahko napišete vprašanje, lahko tudi na koncu se oglasite, prižgete kamero in mikrofon ter svoje vprašanje zastavite. Za vse, ki nas spremljate na ostalih socialnih omrežjih, lahko svoje vprašanja, pripombe pustite v komentarjih. Imamo ljudi, ki to spremljajo in nam bodo to ob koncu uradnega dela, ko bomo začeli z neko širšo diskusijo, nam bodo te stvari predali naprej, da bo tudi vaše mnenje res štelo danes. Tako, zdaj pa mislim, da res lahko začnemo po tem krajšem ping-pongu z Jakobom. Da let prebimo s tem pronicljivim vprašanjem, s katerim smo nekako tudi naslovili tokratni dogodek. Jakob, ali lahko demokratična družba obstaja brez odgovornega, uglednega in neodvisnega novinarstva? Ja, zdaj, po mojem mnenju, pa po tem, kar so me naučili v mojem šolanju tu na katedri za novinarstvo, je kvalitetno in neodvisno novinarstvo ključno. To je nekako tudi neko širše spleto dejstvo, po mojem mnenju, zato po drugi strani mogoče tudi ustrajam novinarstvu, če ne bi bilo temu tako, mogoče ne bi videl nekega smisla v tem, kar se učim in kar počnem. No. Kaj ti, Neža?
Jaz se strinjam. V bistvu skozi tako poudarjamo, da smo v bistvu mi ena četrta veja oblasti. In ja, nekako mogoče tudi malo sebično in vase zavarovano mislimo, da smo zelo pomembni za to družbo in za javno dobro. Morda na tej točki vključimo gospoda Zvera. Ali lahko kot družba funkcioniramo brez dobrih novinarjev? Hvala za vprašanje, hvala tudi za povabilo. Se dobro slišimo? Odlično. No, fino. Ja, to je jedno vprašanje, na katerega je že en od ameriških predsednikov odgovoril pred poldrugim stoletjem, ko je dejal, da bi se, če bi se moral odločati med demokracijo in pa med svobodo medijev, bi se odločil za svobodo medijev. Ampak vprašanje, ta trditev je recimo lahko sporna z tega vidika, ker ste videli že samo ugotovila, Jakob in Neža, da enostavno ti dve stvari gresta skupaj, sta nerazločljivo povezani. Danes si težko predstavljamo demokracijo, kjer ne bi bilo svobode medijev in težko si predstavljamo svobodo medijev v nedemokratičnih okoliščinah, v totalitarnih sistemih. Tako da eden pogojujete drugo in tudi Evropska komisija pripravlja razne študije, poročila, recimo o pravni državi, kamor so vključeni mediji oziroma pluralnost medijev. Od 4 stebrov je 3. steber predstavlja svobodni in pluralni mediji. Torej so nekako ključni za funkcioniranje sodobne, demokratične in odprte družbe. Hvala. Pa če isto vprašanje postavim še vam, gospa Joveva, imamo lahko demokracijo brez dobrega novinarstva? Pozdravljeni še z moje strani, seveda najlepša hvala za povabilo. Jaz se moram samo preden odgovorim, saj odgovor je načeloma lahko zelo kratek. Opravičiti vnaprej za vsak slučaj, če bom slučajno vmes izginila, pa mogoče potem prišla nazaj, ampak najbrž veste vsi, da imam dojenčka doma, pa če bo slučajno kakšna potreba, bom mogoče morala na kratko ali pa za malo dlje, ne vem, odvisno od situacije vas zapustiti, ampak načeloma bi morali vse skozi, samo toliko opravičilo, pa mogoče tudi za občinstvo, če bo slučajno kdo videl, da me vmes ni. Kar se tiče odgovora na vaše vprašanje, bi moral biti odgovor zelo enostaven, in sicer ne. To je to. In tukaj bi se morali končati, ampak se žal seveda tukaj ne konča. Vemo, da je dogajanje zelo pestro in tudi večplastno, konec koncev, tudi verjetno bova midva s kolegom Milanom nekako preslikava vsega dogajanja, bom tako rekla, tudi določena najina stališča so enaka, določena se razlikujejo tudi temi, ki se tiče medijev in novinarstva, tako da po mojem bo ta debata v bistvu pokazala na koncu, zakaj ta odgovor, ki bi moral biti ne, ni tako zelo enostaven. No, tako, na kratko za začetek. Ja, hvala. Verjetno ste takšno stališče imeli tudi takrat, ko ste še delali v novinarstvu, ne? Vemo, da preden ste vstopili na evropski parket, ste opravili to nalogo novinarke. Drži. Jaz sem bila novinarka 8 let in moram reči, ali pa mogoče si bom drznila malo popraviti Mižo in bom rekla, da to sploh ni sebično, ali pa vase zavarovano, da ste novinarji zelo pomembni, ker ste. In to ni sebično, kvečjemu nasprotno, ker to je pač dejstvo in to morate imeti vedno v mislih, ko delate in delujete. Jaz mislim, da novinar ne more biti nihče dober novinar, se razumemo, imamo takšne in drugačne novinarje. Dober novinar ne more biti nihče, če nima rad tega poklica. In jaz verjamem, da vi obožujete ta poklic, sicer ne bi bili tukaj, kjer ste. Tudi jaz sem bila zaradi tega v tem poklicu, je pa res, da moraš imeti tudi dobre pogoje dela, če hočeš dobro upravljati novinarstvo in verjamem, da bomo v nadaljevanju spregovorili tudi o tem, omenili ste že prekarstvo in negotovost v prihodnosti. Mi v Evropski uniji oziroma v Evropskem parlamentu, konkretno, če govorim, se res zelo veliko ukvarjamo in pogovarjamo o tem. In zdaj čakamo na tisto, po mojem mnenju, najpomembnejšo zadevo, ki prihaja, to je akt o svobodi medijev.
sklepam, da bomo v nadaljevanju o tem tudi govorili, ampak to je ena taka na evropski ravni res ključna stvar, ki prihaja in verjamem, da bo, ali pa upam, da bo razrešila marsikateri aktualen problem na tem področju. Mislim, da nam je gospa Joveva dala izredno dobro izhodišče za naprej. Prav o pogojih dela bomo govorili namreč v nadaljevanju. Kot ste že rekli, težav je sicer več. Študenti pa pereč problem opažamo predvsem pri odpuščanju v slovenskih medijih. Starejši kolegi nam ves čas govorijo o neki negotovosti delovnih mest v naši profesiji. Kako pa bi položaj zaposljivosti v Sloveniji primerjali recimo z mednarodnim prostorom? Imate namreč vpogled v medijsko situacijo tudi v drugih evropskih državah. Mogoče kar nadaljujeva gospa Joveva. Okay. Jaz vam bom najprej povedala svoje izkušnje ali pa svojo zgodbo, ki je resnična. Jaz sem bila tudi prekarka, praktično ves čas, vseh 8 let, ko sem delovala v novinarstvu, skoraj vseh 8 let, bom tako rekla, ne bom šla pa v podrobnosti. Ampak hočem samo reči, da se jaz zelo, zelo dobro zavedam. Že takrat so bile razmere negotove, se pravi, to je že kar nekaj časa zdaj nazaj, kar sem bila še kot študentka, v bistvu sem jaz tudi začela delati na Slovenski tiskovni agenciji. In zdaj po eni strani mogoče lahko rečem, da sem imela nekako srečo ali pa da se je zame dobro končalo vse skupaj na koncu. Ampak če bi jaz imela urejene pogoje v smislu, se pravi neke varnosti, varne zaposlitve oziroma pogodbe za nedoločen čas, močno dvomim, da bi bila tukaj, kjer sem v tem trenutku, ker se po mojem ne bi upala, bom tako rekla, odločiti za nek tak korak, ker bi se počutila preveč varno. Pa tudi sicer, ker je novinarstvo meni vedno bilo, mislim, tako kot sem rekla na začetku, če tega nimaš rad, tega ne počneš. Na koncu sem se odločila, kot sem se, ampak samo hočem reči z tega vidika zaposlitvenega res močno dvomim, da bi se tako zapeljala zgodba. Po drugi strani, ravno zaradi teh negotovih razmer, veliko novinarjev zapušča. Ne samo, da se jih odpušča, tudi sicer zapuščajo ta delovna mesta in grejo v neke druge vode. Tudi zaradi tega, ker je vse skupaj tako zelo negotovo. Zdaj, če primerjamo z mednarodnim prostorom na splošno, bi rekla, da smo v Sloveniji, kar se tega tiče, vendarle, čeprav je situacija še vedno, seveda ni popolna, je kar dokaj, mislim, ni rožnata, no, bom tako rekla, ampak še vedno smo nekako nad povprečjem, če primerjam mednarodno. Ne? Če primerjam evropsko, smo nekje v povprečju, no, tako bom rekla. Zdaj specifične, mislim, problem je ta, da je vedno slabše, bom tako rekla, saj meni se zdi, ne vem, vi mogoče malo bolj zdaj veste, jaz nisem zdaj v tem sistemu noter prav več, da bi lahko rekla, ampak če gledam od zunaj zdaj, se mi zdi, da je teh pritiskov vedno več in tudi te negotovosti posledično vedno več. Poklic novinarja se je tudi spremenil, tudi to je dejstvo, ne, ni več tako, kot je bilo tisto klasično, če lahko temu rečemo klasično delo, ampak je zraven še s to tehnološko revolucijo prišlo vse živo, ne, in novinar zdaj mora početi še marsikaj drugega, no, kot samo pisati oziroma poročati. Poleg tega nekako se mi zdi, da tudi, mislim, ne vem, če je kdaj bil delovni čas, ampak zdaj se mi zdi, da ga pa sploh več ni. Prosti čas. Zdaj se mi zdi, da ga sploh več ni, vedno si nekako vpet v to. Moraš biti vpet v to, ker če ne, se lahko zelo hitro zgubiš, tako da je tudi z tega vidika verjetno zelo, zelo težko in stresno, no, ali pa vedno bolj stresno, ker nimaš te neke omejitve med zasebnim in poklicnim. Potem imamo tudi nekako situacijo, ko je danes novinar lahko vsak novinar, na rekovajih, nažalost. Tudi to je zelo hudo gledati, bom tako rekla. Pa ne vem, kako naj temu zdaj rečem, pač vsak, ki ima 5 minut časa, lahko pametuje, no, tako bom rekla, evo, čist direktno in iskreno. Imamo tudi seveda družbena omrežja in na njih lahko vidimo, preberemo marsikaj. Kot sem že rekla na začetku, ne more biti vsak novinar dober, ampak vsak pa lahko objavlja. Ne?
marsikaj. In potem se novinarji bojujete tudi s tem. In ja, ta negotovost ni torej samo z vidika tega prekarnega načina zaposlitve, ampak tudi veliko drugih dejavnikov, ne? Če pogledamo čisto širšo sliko spada zraven. In je res kar zaskrbljujoče, no? Tudi na splošno po svetu. Čeprav kot sem rekla, je Slovenija v povprečju gledano mednarodno oziroma evropsko, ampak to ne pomeni, da je vse super fajn, ne? Ker ni. Tako, kot sem že naštela, marsikakšen problem. Zdaj, kar se tiče specifičnih rešitev, je pa po mojem na koncu dneva vse odvisno od delodajalca oziroma delodajalcev. Tako da oni so tisti, ki potem določajo takšne in drugačne pogoje, dobre ali slabe. Ja, hvala. Zdaj, mogoče vprašanje za gospoda Zvera. Kot smo v začetku, oziroma v začetku gospa Joveva že povedala, se pripravlja akt o svobodi medijev, ki naj bi situacijo nekako izboljšal, malo bolj zavaroval. Mogoče lahko poveste, kaj bo v to vključevalo, če ste s tem seznanjeni, oziroma ali to vsebuje tudi kakšne zakonodaje oziroma predpise, priporočila na področju zaposlitve novinarjev, tudi mogoče glede problema prekarnosti. Ja, hvala za vprašanje. Naj uvodno povem, da imam tudi jaz določene novinarske izkušnje. Že iz 80 let sem bil na RTV, na Teletekstu, pa tudi kasneje sem sodeloval z mnogimi mediji. Ja, tisti časi so bili precej drugačni. Prvič zato, ker ni bilo veliko konkurence med novinarji, ni bilo veliko šolanih ljudi še takrat, v primerjavi z danes, zato je negotovo seveda danes večji, ampak ne samo pri poklicu novinarja, tudi pri drugih poklicih je tako. Fleksibilnost, mobilnost delovne sile in tega je ogromno, ne, in prevladujejo popolnoma drugi vzorci in zakonitosti in nasploh se z negotovostjo ukvarjajo, ubadajo vsi, tudi srednji sloj, ne samo mladi, ki se zaposlujejo ali pa iščejo zaposlitev, ki zagotovo ni več takšna, kot je bila včasih. V socializmu je nekdo začel na nekem stroju delati in je šel z tistega stroja v penzion, ne. Danes se enostavno to več ne more dogoditi, ker je družba zelo dinamična, rečemo je tudi družba tveganja, risk society in pač se moramo soočati s tem. Naloga fakultet in šolskega sistema pa je, da mlade pač maksimalno pripravi na taka tvegane situacije v življenju in v družbi, zlasti na polju dela, ne. Nisem prepričan, da imamo najboljše fakultete v Sloveniji, da to stori, ampak dovolj kakovostne, da mladi nekih velikih težav nimajo, čeprav jih je zadnjih desetletij ogromno šlo v tujino in se poiskalo službo zunaj. Torej, novinarstvo kot tako deli breme, tudi z drugimi poklici, niso tu nič kaj posebnega, ne. Zdaj, Evropa praktično sama po sebi res nima nekih izvirnih pristojnosti na področju novinarstva v državah članicah, ampak se zadnja leta trudi, moramo reči, že ko pripravlja poročilo o stanju demokracije oziroma vladavine prava v posameznih državah, ne, se posebej ukvarjajo tudi z problemom svobode medijev, pa tudi z lastništvom medijev, pluralizma medijev, torej z vrsto vprašanj, pravkar potekata dva pilotna projekta, ena, ki se nanaša na storitev kot tako, digitalno storitev na področju medijev in tudi na tej seji in na prejšnji seji Evropskega parlamenta smo se ukvarjali. Na prejšnji seji smo sprejeli akt o digitalnih trgih, na tej seji naslednji teden bomo sprejeli akt o digitalnih storitvah. Skratka, gre za to, da se poskušajo, te direktive že ostajajo od prej 20 let stare in še več, ampak je treba posodobiti in ustvariti neke pravila igre tudi za velike platforme, ne, kot so Facebook, Google, Twitter, Amazon, TikTok, zdaj po novem in še bi se našlo, ne. Skratka, evropski trg mora biti pazljiv in dovolj reguliran na tem področju. Zdaj, določene regulacije bo tudi na področju novinarstva, kako zaščititi novinarje,
Ampak ta akt bo prišel ven, jaz mislim, da konec letošnjega leta ali pa v drugi polovici leta. O njem je govorila Irena, se ga veseli, ona tudi dela v odboru za kulturo, kakor jaz, in mislim, da pokriva prav medije, tako da sem vesel, da je nekdo Slovenije prav na tem področju bolj vpet, bolj tesno vpet. Tako da, kar se Evropske unije tiče, oni ne morejo prevzeti vse odgovornosti za nastalo situacijo, če se medijska svoboda malo manjša, ker še nima mehanizmov, nima orodja ta hip, da bi lahko zahtevala od posamezne države članice, da spremeni kako zadevo. Ampak v prihodnosti se očitno namerava tudi to zgoditi, da bo dobila svoje orodje in da bo si Bruselj prisvojil določene pristojnosti tudi na tem področju, ki jih doslej ni imel. Sicer pa, kar se medijske svobode tiče, zaenkrat tudi Evropska komisija uporablja indeks medijske svobode, ki ga pripravlja Društvo novinarji brez meja. Ta indeks, moram reči, da je kar soliden in Slovenija je med 190 državami kar solidno uvrščena, zadnja leta se giblje od 32. do 40. mesta. Mi bi lahko imeli seveda bistveno boljšo situacijo, kar se tiče medijske svobode in pa pluralizma medijev, kolikor bi bilo lastništvo v Sloveniji bolj transparentno. To je največji problem slovenskega medijskega prostora, poleg tega, da so mediji izrazito asimetrično razdeljeni. Zdaj ne vem, ali so tudi novinarji tako asimetrično, ampak struktura lastniška je zagotovo taka. Mogoče še kdo ta del glede zaposlovanja. Se bo to, ima Evropska unija sploh moč, da to kaj uredi, ali se bo to na področju novinarstva urejalo mogoče skupaj z ostalimi deli, predvsem s prekarnostjo, me zanima. Kar se prekarnosti tiče, jaz sem bil prekarni delavec tudi v 80-ih letih. Takrat smo delali prek študentske napotnice in si iskal delo, kjerkoli si lahko dobil, da si lahko preživel oziroma doštudiral. Nekoč ni bilo tako lahko, kot nekateri danes pravijo, da ni bilo prekarnega dela, seveda ga je bilo. Večina mladih je delala na ta način in se je tudi preživela. Mislim, da smo predvsem želeli poudariti, se opravičujem, morda ravno v smislu, da ja, študenti vedno delamo prekarno, tudi zdaj še vedno večina nas dela na študentske pogodbe in vse, ampak ko pride do neke točke, kjer bi morala priti redna zaposlitev, ko zaključimo faks, ko zaključimo magisterij, ko določeno izobrazbo že imamo, takrat pa bi morale biti na razpolago službe oziroma delovna mesta, ki so stabilna, da si lahko začnemo planirati potem tudi nekakšno nadaljno kariero in pa družino in vse ostale neke življenjski potek logičen. O tem mislim, da bolj govorimo kot o študentskem, ker študentje smo nekako navajeni prekarnosti in mislim, da to tudi je prav, da smo študentje prekarni do neke mere, potem pa vseeno. Mislim, da je Jakob govoril o tej vrsti prekarnosti kasnejši. Bilo bi bilo in prav bi bilo, da dobiš takoj službo, ko končaš študij. Ampak tukaj vmes je še vrsto vprašanj in negotovosti tudi strani družbe, ali družba potrebuje določen poklic. Zdaj, če vsi študirajo sociologijo, je to problem. To je bil problem tudi v Zahodni Evropi, ker so se prekvalificirali določeni profili. Tako da moramo tudi delodajalce razumeti, da avtomatično ne morejo vzeti vsakega v službo in mu zagotoviti vsakemu službo. Tukaj je trg dela pač tak, kot je, včasih neizprosen. Smem jaz samo mogoče eno stvar dodati, kar se tiče zdaj te prekarnosti oziroma zaposlitve ali pa izboljšav mogoče trenutne zakonodaje na področju zaposlitve novinarjev, ker ste tudi to vprašali, zdaj moram vam povedati, da pač konkretno prav za specifično za poklic novinarstva, tako je tudi že kolega Milan omenil, v bistvu trenutno tega še ni in tudi ne vem, če bo v bližnji prihodnosti. Točno zdaj govorim izključno samo za to, ampak so pa podane osnove v akcijskem načrtu za evropsko demokracijo, ki ga spremlja tudi ta evropski akcijski načrt za medije in audiovizualno področje, tudi direktiva o audiovizualnih in medijskih storitvah je tu, jo morajo še države članice prenesti v
svoje zakonodaje. Je pa tudi mogoče pomembna tukaj stvar ta minimalna plača, no, ker se v Uniji zavzemamo za ureditev položaja v bistvu vseh zaposlenih preko predloga nove direktive v zvezi s tem in to bo po mojem mnenju, oziroma to utegne po mojem mnenju posredno vplivati seveda tudi na položaj oziroma na plače novinarjev. Ne, zdaj v parlamentu se pa res ves čas, vsaj če govorim zdaj za ta mandat, no, za prejšnji ne morem, ampak lahko rečem, da se res zavzemamo za novinarje v smislu njihove zaščite, no, ker je res vedno nekaj, no, v zvezi s tem in sprejeli smo res številne resolucije na to temo, ki naslavljajo tudi med drugim določene problem prekarnosti, ampak tako, kot sem rekla, ne, dejstvo je, da največ na tem področju lahko storijo delodajalci in ja, pri tem res veliko vlogo igra lastniška struktura medijske hiše. Jaz se pa sama res tudi zelo zavzemam za transparentnost financiranja in lastništva medijev, ker ima tudi to absolutno zagotovo velik vpliv na oblike zaposlitve. Bo pa v tem Media Freedom Actu oziroma se opravičujem v aktu za svobodo medijev, mislim, po mojem, glede na to, kar smo se do zdaj pogovarjali, sem prepričana, da bo noter tudi ravno to, se pravi ta transparentnost oglaševanja in transparentnost lastništva, ker je to ena od rešitev, ki smo jo predlagali v parlamentu in ne vidim razloga, zakaj komisija ne bi vključila v ta svoj predlog, ki bo ja tudi po mojih podatkih enkrat v drugi polovici leta jeseni načeloma, ampak po mojem bo tudi prej bolj proti koncu leta kot jeseni. Ja, ravno pri pripravi tega akta, ne, zdaj komisija je uvedla 2 pilotna projekta, ne, enega na področju celovitega prikaza tveganja za medijsko svobodo in pluralizem, to je bolj splošni, in drugi zelo konkreten prikaz transparentnosti lastništva medijev. In kot je kolegica omenila, ne, brez tega so tudi delavci, novinarji prikrajšani, če ne vejo točno, kdo je njihov lastnik, koga nasloviti, komu nasloviti svoje sindikalne zahteve in novinarske. Ne. Brez tega bo naša medijska krajina še vedno dokaj slaba, no. Pa bi lahko bila veliko boljša. Slovenski medijski prostor je bil od nekdaj izjemno razvit. Že v 19. stoletju, v drugi polovici 19. stoletja, 20. stoletju smo imeli na število prebivalcev med najboljšimi smo bili na svetu, ne? In tudi danes je podobno. Imamo vrsto radijskih in TV postaj v Sloveniji, tudi lokalnih, ne samo nacionalnih, mislim, da jih imamo skoraj preveč, recimo, in premalo tisti, ki spremljajo vse skupaj. Ampak vendarle z formalnega, številčnega vidika smo dokaj razviti. Vsebinsko pa seveda in kakovostno pa nažalost ne. Ja, hvala. Zdaj, ne moremo mimo epidemije. Med epidemijo je, kot je ugotovila študija o vplivu COVID-a na svobodo govora, to je pripravil Svet Evrope, tu so prišle neke ugotovitve do tega, da so bili nekateri novinarji oziroma že kar nek znaten delež novinarjev je bil odpuščen predvsem zaradi te krizne situacije, zaradi zvišanja cen produkcije. In določene države so se sicer tako samoiniciativno odločile za neko pomoč, recimo Nemčija jim je nudila neke finančne pakete pomoči, podobno so sprejemali tudi neke severne države Evrope. Zdaj, bile so tudi države, ki se za to niso odločile. Vemo, da Evropski parlament je ločena institucija od Sveta Evrope, ampak mogoče vprašanje prav za vas, gospod Zver, imate poslanci pred kakšnih takih predlogih kaj moči? Bi lahko Evropski parlament predlagal določene blažilne ukrepe tudi za področje in za novinarske delavce? Ne, konkretno tega ne. Morda bo ta medijski akt, o katerem so govorila z Ireno, prinesel nekaj rešitev ali pa nekaj podlag, ampak vendarle bodo morali na teh podlagah delati države članice in to reševati. Vendarle gre za, kljub temu, da pravimo, da ustvarjamo unijo, socialno unijo, ne, še tako daleč nismo, da bi Evropa bila socialna država, ampak je skupek vsota vseh socialnih držav, ne. In konkretno za novinarje bodo recimo nasplošno lahko neke
boljše podlage, ko bo pripravljen in sprejet ta akt, in ki ga morajo sprejeti tudi seveda države članice, in jaz sem prepričan, da ga bodo. Tako da bomo ne več dela, bo pravila seveda komisija, ki je nekako naš izvršni svet, ne, ampak prvo podlago bo pa sprejel Evropski parlament, ne, in tukaj ima Evropski parlament pomembno vlogo, ne. Jaz mislim celo, da ključno vlogo pri pripravah. Mi tudi napotujemo Evropsko komisijo, kaj je potrebno pripraviti, in napotili smo jo tudi zdaj za ta akt, ki ga pripravlja, ne. In jaz mislim, da bo pohitela, kajti glede na negotovo situacijo, o kateri ste govorili, tudi na področju novinarstva, bi ga rabili čim prej. So pa seveda še nekatere druge države, kjer je situacija bistveno slabša, ne. V nekaterih državah so celo ubijali novinarje, ne. Mi smo pred 2 letoma sprejeli, pred letom pa pol, eno nagrado Caravana Galicia Prize, ki podeljuje vsako leto nagrado najboljšemu novinarju na podlagi razpisa. Nagrada sicer je v višini 20.000 evrov, ampak vendarle nekaj pa je, in predvsem gre za to, da se goji spomin na to tragično ubito novinarko iz Malte, in po nekaj letih še preiskovalci še vedno niso ugotovili, kaj je botrovalo temu tragičnemu dogodku. No, novinarji umirajo tudi ne samo na Slovaškem, ampak tudi na Nizozemskem, ki je zelo, bi temu rekel, razvita in stabilna demokracija. Tudi tam niso novinarji čisto popolnoma varni, da ne govorimo o Franciji, o tistih dogodkih. Skratka, povsod. Seveda pa v nestabilnih demokracijah ali pa manj razvitih demokracijah je pa novinarstvo še bolj na tapeti. Še bolj pod pritiski lastnikov, politike, raznih omrežij in podobno. Da. Zdaj, malo ste že nam namignili na to polje raznih pritiskov, ki si jih bomo dotaknili še v nadaljevanju. Niso edino fizični pritiski taki, ki bi nas mogli skrbeti. Po mojem mnenju se mi zdi, da se moramo dosti ukvarjati tudi s finančnimi pritiski, ker na tak način se da zelo prikladno utišati nekoga, predvsem če verjetno nekdo, ki ne bo imel nekih sredstev oziroma od svojega dela ne bo zaslužil dovolj, da bi recimo preživel sebe in svojo družino, ne bo deloval vsem zanosom in vsemi zmožnosti v službi. Ampak mogoče eno vprašanje še podobno za gospo Jovevo. Je Svet Evrope v parlamentu predlagal mogoče kakšen poenoten sistem pomoči medijem za med epidemijo, ali je bilo to prepuščeno vsaki državi posebej v sklopu te pomoči za okrevanje in odpornost? Zdaj, tako kot je bilo že rečeno, ja, te zadeve so zadeve, ki se tičejo načeloma vsake države članice, ki potem to sprejema ali ne. Je pa res, da pač evropske inštitucije vedno lahko predlagajo ali pozovejo ali kaj konkretno kritizirajo, povejo, da so zaskrbljeni, ne vem, da bi bilo treba nekaj popraviti, narediti to in to in to. To je ena stvar. Zdaj recimo jaz delujem tudi v skupini poslancev, ki se ukvarjamo prav s področjem medijev, in v tej skupini, interesni skupini, sodelujejo tudi določene organizacije oziroma združenja novinarska. In mi smo res kar precej nekih takih pozivov in pisem napisali, no, v tem smislu, da je pač treba tudi medijski sektor primerno ovrednotiti oziroma mu pomagati, sploh zdaj v tej situaciji. Se pravi, ena stvar je, da ti lahko predlagaš, druga stvar je pa potem, koliko te določena država članica posluša, ne. Potem smo pa tukaj, kjer smo, ne. Tako da ja, ne glede na to, koliko smo predlagali ali so predlagali, na koncu je vedno potem na državi članici. Tako da ene so se malo bolj osredotočile na pomoč tudi tega sektorja, druge malo manj, tretje so izkoristile situacijo za tudi določene pritiske, še večje na področju medijev, tako da ja, na koncu je vse na državah članicah, oziroma če sem konkretna, na vladah
na aktualnih vladah, ki so tisti trenutek na oblasti. Če zaključimo zelo sklop ekonomskih pritiskov, prej smo že omenjali, tudi fizične pa v bistvu nismo imeli sam tega v mislih, ampak ja, nezanesljivost delovnih mest je samo eden izmed nabora pritiskov na novinarje. Tukaj pa so tudi politični pritiski in pa pritiski družbe kot celote. Prisotni so bili vedno, ne zatiskajmo si oči, ni samo zdaj, ko zadnja leta ali pa zadnjih nekaj mesecev smo morda pač opazili, da so pogostejši. Na to temo je bilo tudi več razprav v Evropskem vrhu. Trenutno pa je v Sloveniji najbolj aktualen primer prav javna RTV, do katerega imajo med drugim tudi politiki precej nek mačehovski in zaničevalen odnos. Gospa Joveva, ali opažate podobne pritiske strani politikov na najvišjih pozicijah tudi v kateri drugi evropski državi? Imajo kje druge tudi takšne težave ali pa da se srečujejo s takšnimi pritiski? Za začetek povem, da se absolutno strinjam s tem, da glede mačehovskega odnosa do javne RTV moram pa povedati, da ima del politike mačehovski odnos do javne televizije, ker jaz recimo same sebe ne štejem v del politike, ki ima mačehovski odnos do RTV in tudi svoje stranke, Liste Marjana Šarca. Ne? Zdaj, prej je kolega Milan govoril o tem, da je marsikje druge situacija slabša, absolutno to drži, ampak to je slaba tolažba. Ne? Pač ne smemo se tolažiti s tem, da je nekje druge slabše in se sprijazniti s trenutno situacijo pri nas. Se strinjam tudi s tem, da so pritiski že od nekdaj vedno bili in po mojem tudi vedno bodo, tako ali drugače, vedno se bo našel način, nažalost, za določene politike, da pridajo do teh pritiskov, ampak vseeno pa moramo narediti vse za to, da je tega čim manj oziroma da so pogoji zdaj čim boljši. In ja, če pogledamo druge države, tudi znotraj Evropske unije, tudi določene so bile že omenjene, torej s temi skrajnimi primeri, nažalost tudi tragičnimi dogodki oziroma umori novinark ali novinarjev, ampak nobena država ni imuna pač na pritiske. Lahko skrajne, lahko tudi ne tako zelo skrajne, ne vem, poglejmo samo sosednjo Madžarsko, vidimo, kaj vse se tam dogaja, podrejanje javnih medijev, konkretno spreminjanje teh medijev v državna glasila, obvladovanje velike večine medijev strani oligarhov oziroma madžarske vlade in jaz mislim, da je medijski pluralizem mogoče obnoviti samo s posredovanjem Evropske unije. In zato sem rekla, da se veselim tega akta o svobodi medijev, zato ker bi se tam, če lahko rečemo v rekovajih, madžarski model lahko uveljavil še marsikje drugje. Zaradi tega, ker je to res zelo nevarno. To se dogaja tako počasi in potem pogledaš nazaj in si rečeš, kaj vse se je zgodilo zdaj v, ne vem, toliko mesecih ali pa letih. Tudi pri nas mogoče lahko pogledamo nazaj. Ko začneš naštevati, kaj vse je bilo ali pa kaj vse se trenutno dogaja tudi na RTV-ju, se kar malo zamisliš ali pa pomisliš, da dejansko očitno res obstaja nek vzorec tega modela. Mogoče omenim še anti-slap zakonodajo oziroma resolucijo, ki smo jo sprejeli zdaj. To so te strateške tožbe, ki jih določeni ali posamezniki ali pa tudi podjetja, stranke tudi izvajajo za tudi pritisk na ne samo novinarje, tudi kakšne recimo nevladne organizacije, ampak zdaj, če že govorimo o novinarjih, jaz sem temu rekla slap, jaz sem temu rekla klofuta, sem prevedla klofuta, ki je ne bi smelo biti. V enem od svojih zapisov sem govorila o tem in tukaj smo res predlagali v tej direktivi, v tej resoluciji konkretne predloge in pozive, da bi se ta zadeva uredila, ker tudi tukaj je res ogromno pritiskov, tudi finančnih koncev, ker oni želijo s tem pač s to zlorabo pravnega sistema, s temi strateškimi tožbami zoper določenega novinarja, v bistvu želijo novinarja tudi finančno zmozgati, da potem pač preneha z določenimi raziskovanji nekih rabot, takšnih in drugačnih. Tako da ja, pritiskov je ogromno.
Ja, kot primere slabih praks ste v bistvu omenjali države Evropskega vzhoda. Definitivno pa se moramo zgledovati po tistih, ki so boljši od nas, oziroma pač v nekih situacijah nekje na drugačnem nivoju, in še vedno so med prvimi 3 državami po recimo svobodi javnih medijev in nasplošno so skandinavske države. In morda vprašanje za gospoda Zvera. Zakaj so javni servisi drugod bolj spoštovani? A smo novinarji kaj krivi? Smo v Sloveniji novinarji nekako zafrknili situacijo? Ali mogoče smo drugačni slovenski novinarji ali so drugačni slovenski politiki? Če nekoliko hudomušno zastavim vprašanje. Ja, samo mečkam, da prižgem luč. Ja, dobro vprašanje. Glejte, odkar je ta javna televizija nastala z BBC-jem že v prvi polovici prejšnjega stoletja, z namenom, da bi medijski prostor ostal uravnotežen, pluralen, da ne bi kapital, zasebni kapital popolnoma prevladal v medijski sceni. To je bil namen, ampak vaše lepo vprašanje, zakaj pa pri nas ni tako? Zato, ker se RTV ni spremenila. Ona je še vedno služi recimo zgolj levosučnemu političnemu polu in zaradi tega je vedno na tapeti kritiki desnih političnih in tudi desnega javnega mnenja. RTV je imela priložnost zadnjih 30 let, da bi naredila velik korak naprej, pa te priložnosti ni izkoristila, ampak slej ko prej jo bo mogla. Bo mogla, sicer jo ljudje več ne bodo sprejemali kot nek medij, ki ima nek posebno vlogo v družbi oziroma privilegiran status. Prej ste omenili Madžarsko. Madžarska nima tako enovitega medijskega prostora kot Slovenija. Tam je približno pol medijev, ki so levosučni, pol pa ki so desnosučni. In tudi v drugih državah je medijski prostor veliko bolj uravnotežen, ni tako asimetričen kot pri nas. Se opravičujem, vas smem sam prekiniti, kaj je za vas uravnotežen medijski prostor? Ravno ste se dotaknili te besede. Ja, gledajte, če v Sloveniji živi polovica volilnega telesa, ki je desno-sredinsko usmerjena, recimo, bi pričakoval, da je tudi kakšen nacionalni medij ali pa medij nacionalnega pomena, da služi tej polovici. Tako da imamo recimo različne medije, da so tudi mediji, ki so vrednotno usmerjeni drugače, kot so vsi danes bolj levosučni. Ja, jaz mislim, da še bo preteklo precej Drave in Save, da se bodo te stvari uredile, ampak z novim zakonom, z novelo zakona o medijih in pa večji transparentnosti, da ljudje vidijo, kdo je lastnik tega medija, se bo dalo marsikaj storiti. Naslednji pogoj pa je seveda kakovostna fakulteta za novinarje. To je pa predpogoj, če hočemo imeti kakovostno novinarstvo. Novinarji morajo biti ne samo tehnično izobraženi, novinarstvo ni samo veščina, morajo poznati veliko stvari, tudi veliko drugih ved in ne bi zdaj šel konkretno v študijski program, kakršnega imamo, ampak vendarle tudi sami se novinarji morajo izobraževati na različnih poljih. Nenazadnje fakultete, šole, uradne izgubljajo monopol na področju izobraževanja. Danes mladostniki, učenci, študenti pridobivajo dobršen, vedno večji delež znanja izven šolskega formalnega sistema. Kakor tudi mediji, klasični mediji izgubljajo svoj monopol, prihajajo državni mediji, ki imajo veliko večji vpliv in nekatere pomanjkljivosti, ki jih imamo z klasičnimi mediji, odpravljajo ravno ti družabni ali družbeni mediji, kakor napačno poimenujemo te medije. Danes lahko posameznik, ne samo prejemnik, recipient, ampak je tudi lahko kreator medijske scene ali pa javnega mnenja. In imamo posameznike v Sloveniji, ki to so. So nekateri politiki, ki so mediji sami zase. In
tudi to na nek način je korak naprej v svobodi medijev. Pa ne gre samo za svobodo medijev, gre tudi za svobodo biti objektivno obveščen. Objektivno obveščen, to je skoraj ustavna pravica, če gledamo nekatere člene v ustavi. Ne? Ljudje imajo pravico biti objektivno obveščeni. Ne? In če medijski prostor ni urejen, ne, tako kot naš ni, potem jim je kršena ta pravica. Ne? Torej ne gre samo za svobodo novinarjev, pa svobodo medijev, gre tudi precej za širšo zadevo. Ne? Smem jaz samo malo skočiti. Jaz se opravičujem. Na kratko. Zelo na kratko. Jaz mislim, da je pogoj kvalitete novinarskega faksa v Sloveniji izpolnjen. Tako da jaz se ne morem strinjati. Pa ne zato, da vas zdaj branim, ker se pogovarjamo z vami, ampak tudi jaz sem obiskovala FDV, sicer ne smer novinarstva, ampak vseeno vem dovolj o tem, tako da jaz se ne morem strinjati s tem, da je FDV ali pa smer novinarstva preslaba ali premalo kvalitetna. Kar se tiče pa tega, da so politiki, mediji sami zase določeni, so pa mediji sami zase zaradi tega, ker je tako lažje, ne? Ker ti noben ne gleda pod prste in ne preverja in ti lahko potem objaviš tiste zadeve, za katere se sam odločiš, da jih boš objavil. Tako da jaz tle vseeno vidim to kot nek problem. No? In to zame ni medij, to je zame pač nekaj drugega. Svoboda izražanja, ne? Tudi to je svoboda izražanja. Ja, o tem se zdaj lahko do jutra pogovarjamo, a ne, kolega Milan, brez veze, da ne bova zašla. Samo to sem hotela dodati. Pa bi vaju mogoče tu kar oba sta omenila to, predvsem to stvar, da so lahko tudi novinarji v neklasičnem smislu lahko mediji, tu glede tega se krešejo velika mnenja. Se vam zdi, da bi bilo potrebno za neko splošno kvaliteto novinarstva mogoče, ali pa za to, da bi res imeli večji ugled novinarstva, večji ugled in še kaj drugega, se vam zdi mogoče smiselno, da bi novinarski delavci za delo potrebovali kakšne licence, mogoče kakšna druga posebne listine? Pač mogoče začnemo pri gospe Jovevi. To mi morate malo bolj razložiti, v kakšnem smislu licence in listine, zato da potem lažje odgovorim. Določene države so, ki za opravljanje novinarskega poklica zahtevajo neke licence, novinarske licence, ki se potem ob kakšnih kršitvah ali pa kakšnih zdrsih lahko tudi kaj sankcionirajo. Z tega vidika jaz mislim, da to sploh ni tako slabo, ker sem že na začetku povedala, da je danes lahko vsak novinar, ne? In že to je problem, ki bi se mogoče potem lahko rešil s tem, ne? Ker pač ne more biti vsak novinar. Je pa tudi res, da novinarji, to se pa strinjava s kolegom Zverom, da novinarji potrebujejo še marsikaj več izobraževanja v smislu še poleg faksa. No. To je pa dejstvo, ampak to je pri marsikaterem poklicu tako. No. In ja, zaradi teh digitalnih, neklasičnih oblik, ki se pojavljajo, s tem se pojavlja tudi vedno več, vemo, lažnih oziroma nepreverjenih, neverodostojnih informacij in tukaj je res en ogromen izziv tudi za novinarje, seveda, in mogoče ne bi bilo slabo, no, da bi se tudi na tak način ta zadeva uredila. Da potem dejansko so novinarji, ki so novinarji, ne? In ne da vsak, ki ima 5 minut časa, da potem to počne. Še vi, gospod Zver, mogoče vaše mnenje? Ja, že prava licenca je diploma. Ne? Ko končate, imate soupravičenje, ne? Da ste potrdilo strokovnjak na tem področju in da lahko upravljate svoj poklic kjerkoli. Licenca, kakšna posebna, pa verjetno ne bi bilo potrebno, to bi dodatno komplicirali trg dela. Ne? Tudi vsak je lahko novinar, jaz celo to podpiram. Lahko je celo dober novinar, pa študiral kaj drugega. Ne? Tako kot je lahko tudi kakšen kuhar zelo dober, pa ni šel v poklicno kuharsko šolo. Ne? Saj nisem mislila na to, vse veva, na kaj sem mislila. Ja. Okay, recimo, da veva. Ampak skratka, diploma sam po sebi je že tista prava licenca. Ne? Mislim, da kakšnih posebnih ni potrebno.
Pa če se zdaj mogoče premaknemo še k temi, ki je bila izredno vroča v letu 2021. Financiranje Slovenske tiskovne agencije in ta problem s tem v Sloveniji je sprožil velik plaz debat tudi v Bruslju. S tem se je ukvarjalo več agencij, tudi komisija, ki je prišla v Slovenijo. Če vprašam kar vas, gospod Zver, kaj konkretno ste v Evropskem parlamentu debatirali na te teme, kakšni so bili mogoče tudi kakšni neformalni vidiki vaših poslanskih kolegov iz tujine, kakšna so bila stališča? Ja, ta zgodba se je razrešila tik pred koncem leta, uspešno, predvsem zaradi tega, ker nekdo iz STA-ja ni bil komunikativen z UKOM-om, ki je vladna služba. Samo zato je šlo in pa močna trma. In to je spravilo, razumem, nekatere v neprijetne položaje, zlasti zaposlene tam, pa ne bi bilo tega potrebno. Zadeva se je rešila, ko je bivši direktor odstopil, in potem je bila zadeva drugi dan rešena. O tej zgodbi se ni veliko govorilo v Evropskem parlamentu. To je bila kot nek povod, da je v Slovenijo prišla misija Evropskega parlamenta in napisala neko poročilo. In poleg delegiranih tožilcev, če se spomnite, to sta bila dva glavna očitka, in v tem poročilu, mislim, kasneje, ko smo spremljali resolucijo na podlagi tega, sta oba elementa ali pa izhodišča, na podlagi katerih je bila kritizirana Slovenija, padla in so imeli tudi tisti, ki so predlagali to resolucijo, v bistvu velike težave in ta resolucija niti ni požela tako veliko glasov v Evropskem parlamentu. Skratka, na koncu tresla se gora, rodila se je miš, praktično ni bilo nič, to pa ni bila neka pomembna tema na evropskem političnem parketu. Če vas mogoče prekinem, ampak pravite, da to ni bila tako pomembna politična tema, ampak do te teme so se opredeljevali kar pomembni politiki iz evropske, recimo podpredsednica Evropske komisije Vera Joureva je večkrat pozvala k plačilu oziroma je govorila o tem. Tudi poročila sva že omenila. Vlada je večkrat odgovorila, da mora to rešiti v skladu z zakonom. Če bi plačala v tem času ali pa financirala STA, bi ravnala z nasprotjo zakonodajo, kjer je imel tudi STA določene obligacije, ne samo vlada oziroma UKOM v tem primeru. Ampak pri nas so zlasti levi politični pol pa levi mediji to poskušali močno napihniti, ampak dejstvo je, da to ni bila ena od ključnih tem evropske politike. Pa vseeno, ne vem kaj. Vprašajte Ireno, kaj bo ona rekla. Potem je občutek morda varal. Vseeno pa se je, vem, da obstaja sodba sodišča, ki je naložila, da more slovenska vlada spoštovati primarni zakon o STA-ju, pa tudi mislim, da je bil ta, ne vem točno kateri, ampak MPKP je nalagal vladi, oziroma v njem je bilo zapisano, da mora to izpolniti. Mogoče Irena Joveva, kakšno je vaše mnenje? Je bila ta tema res tako na obrobju tudi v Evropskem parlamentu? Občutek vas nič ne vara, ker to so dejstva, seveda. Tukaj se kaže tisto, kar sem povedala na začetku, da boste preko najinih odgovorov in stališč videli preslikavo dogajanja oziroma srž problema tudi konec koncev. Se je o tej stvari kar precej debatiralo. Žal, jaz ne morem drugače reči, da mogoče se ni v Evropski ljudski stranki, ne vem, ker na njihovih sestankih jaz nisem, sem pa bila na sestankih Renew Europe in moram reči, da ni bilo to v tem smislu, kot poslušam, da mi, kako levi politiki, tako levi del politike, blatimo Slovenijo in razlagamo in prenašamo nacionalne probleme na evropski parket in tako naprej. Sploh ne gre za to, ker so oni so sami spremljali to dogajanje. Meni se zdi podcenjujoče sploh reči, da evropski poslanci drugi, da jaz njim moram nekaj
razlagati, zato ker bi želela škodovati svoji državi, nikoli ne bi želela škodovati svoji državi. Ampak njim je popolnoma jasno bilo, kaj se dogaja. Oni niso potrebovali mene zato, da jaz njim grem karkoli razlagati. Ne. Oni so spremljali zadevo, zato ker je bila res pač resna. Ne. Omenili ste 2 zakona, zakonodajo, ki je pač vlada se odločila, da je ne bo spoštovala. Zdaj, ja, zadeva je rešena za lani, smo že v novem letu, za lani je bila, za letos nimam pojma. Jaz v tem trenutku vem, da pogajanja sicer tečejo, ampak ne vem, kako pa kaj glede STA konkretno, ampak ja, pač vse to je pa res seveda, da je tudi predsedovanje bilo na nek način krivo, v narekovajih, da je bila pozornost že zaradi tega potem toliko bolj usmerjena v Slovenijo, ne? In se je tudi zaradi tega potem več o tem govorili. Ampak absolutno pa nismo mi krivi za to, da se je o tem govorili, ampak so za to kriva dejanja aktualne vlade oziroma predsednika vlade, ker pač se potem ni dal temu izogniti. In pozivov je bilo res ogromno. Omenili ste Vero Jourovo, tudi določene druge evropske organizacije, tudi druge vidne politike, tako da jaz mislim, da to pove vse. No, ne rabim še jaz posebej razlagati tega. Ko smo vas ravno povabili k besedi, gospa Joveva, kakšni pa so bili v parlamentu načrti, če do plačila recimo ne bi prišlo? Kakšne bi bile sankcije? A lahko sploh Evropska unija oziroma recimo vaš organ, ko pride do pritiskov in podobnih praks nasprotju z novinarskimi ideali, karkoli naredi? Obstaja zakon, ki ščiti tako pomembne javne agencije, kot je STA recimo? Pogovarjali smo se o marsičem. Na srečo nam ni bilo treba iti tako daleč, ampak recimo tudi najbolj skrajna opcija bi bila tudi zamrznitev evropskih sredstev, ne? Če bi se dokazalo, zdaj govorim, da ne bo, da sem jaz rekla in da to tako je, ampak če bi se dokazalo, da je bilo s tem določene kršitve, da so bile na pravni podlagi, torej kršenje vladavine prava, potem bi bila opcija tudi zamrznitev sredstev. Ampak to bi toliko časa trajali in ti postopki bi toliko časa trajali, da ne vem, kako bi se na koncu razpletlo. No? Ampak mislim, da se tega zavedal tudi premier in da je tudi zaradi tega potem vse skupaj malo hitreje se razrešilo. No? Mogoče tudi novi direktor STA-ja, ne vem. Ampak skratka, to se je rešilo še pravočasno v smislu tega, da ni bilo treba evropskim inštitucijam iti korak dlje. No, ampak to pa ne pomeni, da STA oziroma zaposleni na STA-ju niso trpeli. Konec koncev je tudi STA precej novinarjev izgubila zdaj zaradi tega, ker jih je šlo kar veliko stran. Tako da posledice so, no, nažalost, tudi slabe. Gospa Joveva, govorili ste o razpravah, da ste to najbrž v nekih zaprtih skupinah tudi debatirali. Gospod Zver, a ste vedeli tudi za te debate znotraj parlamenta, da so se dogajale? Na nek način je zdaj Irena povedala, da so se igrali z ognjem. Že priprava te resolucije in pa tudi poročila je lahko podlaga za uvedbo v prihodnosti tega mehanizma, ki ga ima Evropska komisija. Evropski parlament niti ni tak močan organ, ne? Naša vlada je Evropska komisija in ona sprejema pogojevalne mehanizme, ne? In dejansko bi lahko Slovenija ostala brez črpanja, brez evropskega denarja. Ne? Na koncu res sodišče odloča, pa postopki za dokazovanje so veliki. Ampak če bi levici, politični levici uspelo uvrstiti Slovenijo na pranger, tako kot je Madžarska in Poljska, bi to za Slovenijo povzročilo milijardno škodo. Več milijard, mislim, da okrog 10 milijard, to je velik znesek, to so veliki denarji, ki so namenjeni v investicije v Sloveniji, ne? In Slovenija je znana po tem, da ne premore veliko drugih investicij, kar 1/3 je evropskih investicij, evropskega svežega denarja. Ne? In če bi to izgubila, bi to močno vplivalo na njen prihodnji razvoj. Ne? Zato se moramo bati takih igric, torej postaviti Slovenijo na pranger in uvajati tisti mehanizem, ki ga ima na voljo Evropska komisija.
Če slišimo? Ja, pardon, malo sem par težav, malo manj zamika. Ja, danes smo slišali že vrsto nekih načinov oziroma vrst pritiskov, o katerih se govori, katerih več, katerih manj. Omenili smo te probleme zaposlovanja, razne finančne, ekonomske pritiske, sistemske pritiske. Govorili smo celo o pritiskih najhujše vrste, ko trpijo oziroma novinarji in novinarski delavci izgubljajo življenja. Smo pa v času krize, korona krize, predvsem prvega vala, opazili neko povečano zaupanje javnosti, predvsem v novinarski poklic, pa tudi v delo slovenske radiotelevizije oziroma javnega RTV-ja. Sicer je zdaj od tega prvega pojava koronavirusa in te prve zmede sicer že skoraj 2 leti, ampak je ta raven zaupanja tudi že na neki predpandemični ravni. Vprašanje za oba. Je kredibilno dobro novinarstvo v času krize nuja in ga je treba takšnega tudi varovati? Lahko začne gospa Joveva, damo ženskam prednost. Ok, hvala. Ne bom se vračala na prejšnjo temo, ker nima smisla, ker ne bomo nikamor prišli. Moj odgovor je, da mora obstati. Mislim, kredibilno novinarstvo je ključno v vseh obdobjih, ne samo v obdobju kriz, ampak predvsem v teh obdobjih, kot je trenutno. Ker vemo, kako. Jaz mislim, da so zdaj ljudje mogoče še celo več gledali poročila oziroma brali kot prej, pred epidemijo, pred krizo. In že zaradi tega je absolutno ključno, da ima novinarstvo nek ugled in da je kredibilno. In jaz verjamem, da imamo v Sloveniji ogromno kredibilnih in verodostojnih novinarjev. Konec koncev imamo tukaj javno RTV, STA in pritiski nanje absolutno niso na mestu. Pritiski na nikogar od njih niso na mestu, ampak tudi te, oblasti določene, v marsikateri državi želijo utišati kritiko, kritične medije, in temu se mediji ne smejo pustiti nikoli. Vem, da je verjetno kdaj težko, ker konec koncev tudi novinarji nimajo idealnih pogojev, o tem smo se pogovarjali, in tudi finančno verjetno kdaj mogoče kdo razmišlja in se samo cenzurira zaradi določenega strahu pred izgubo službe, naprimer. Nažalost je tudi to treba razumeti, ampak jaz si res želim čim več poguma pri novinarjih. In zato moramo biti tukaj tudi evropske inštitucije tiste, ki jim moramo pomagati. Res jim moramo pomagati in pač jih zaščititi. In z aktom o svobodi medijev je ta zaščita, bo ta zaščita prišla, če do zdaj teh orodij konkretnih ni bilo, bodo zdaj s tem. Jaz res računam na to. Če tudi vas, gospod Zver, poprašamo po isti, je treba dobro, kvalitetno novinarstvo, ki podaja v krizah predvsem ključne informacije, je treba varovati in ga ohraniti? Absolutno. Medijski prostor je zelo senzibilen, ampak tako je treba tudi z njim delati, z občutkom. Tudi jaz mislim, da je v Sloveniji kar precej dobrih novinarjev, želel bi si več dobrih medijev, ampak nekatere slabosti, kot sem že prej omenil, teh klasičnih medijev, zapolnjujejo nova družabni mediji, tako da so ljudje malo manj prikrajšani, kot bi sicer bili. Skratka, demokracija nujno potrebuje dobre medije, tako pravite, tudi kvalitetne. In kot so v Evropi sami ugotovili, je medijski pluralizem eden od stebrov evropske demokracije in isto velja tudi po mojem mnenju za Slovenijo. Torej se ga splača še naprej izboljševati,
deformirati in ne vsako kritiko razumeti kot pritisk na medije. Ne so nekateri zaprti sistemi pri nas še vedno, ki vsako kritično oceno sprejmejo negativno oziroma kot napad ali pa pritisk. Recimo sodstvo je ena od takih. Ne bi želel, da postane tudi novinarstvo tako. Ne? Mislim, da je to odlična točka, da naredimo piko pri uradnem delu debate. Zdaj pa k razpravi v bistvu vabimo vse vaše poslušalce, vse goste, ki ste se nam pridružili. Če imate kakšno vprašanje, morda sam pomislek, ki bi ga radi delili z nami, kar vklopite mikrofon, lahko tudi slikcev, bomo zelo veseli. Vprašanja pa lahko tudi napišete na vseh drugih socialnih omrežjih, kjer smo trenutno uživo, tako da kar pogumno. Pardon. Smem samo jaz se opravičujem, ampak jaz bom po mojem res hmalo morala iti, ker imam jaz tle doma še eno šefico, ki ima uro spanja, zdaj hmalo. Tako da, mogoče bom ostala še za kakšno vprašanje, ampak vseeno sam vabam tiste, ki boste vprašali pa želite vprašati, pa ne boste prišli do mene, da mi pošljete mail. Saj moj mail je javen, tako da mi res prosim pošljite. No? Če me slučajno ne bo več tle, pa če vas res nekaj konkretno zanima, mi res lahko napišete. Sam toliko. Najlepša hvala. To se enako velja tudi zame, tako da dobra ura je mimo. Ne? Podobne oddaje so bile končane v 1 uri, tako da smo mi tudi že malo prekoračili to. No, če je še kakšno vprašanje, sem še pripravljen počakati, če ne pa bi se tudi poslovil. No, dajte vprašajte, zdaj je ura. Okay. Potem smo bili očitno izčrpni. Jaz mislim, ena je bila na mute, pa nisem sigurna, če je govorila nam ali se je pogovarjala po telefonu, pojma nimam, sam toliko. Ne, sem hotela samo reči, da ste bili kar izčrpni, tako da če se vam obema mudi, smo slišali, kako ste danes. Hvala. Ok, hvala vam. Ja, najlepša hvala, da ste se nam pridružila, da ste bili z nami, da ste delili nek evropski vidik. Večkrat se je že poudarilo, da Evropa se morda državljanom zdi daleč in takšni dogodki nam jo morda malček približajo. Tako da hvala lepa za vajen čas, hvala, da ste tudi poslušala, da ste si vzela čas za nas mlade. Hvala vsem poslušalcem, ki ste nas spremljali tu v Zoom sestanku, na naših drugih socialnih omrežjih, kjer smo to pretočno predvajali. Pa vsem želim en lep večer. Neža, boš še ti kaj povedala? Morda sem to, da posnetek lahko najdejo kjerkoli, torej na naših Facebookih in vse posod bomo potem to delili, če bi kdo kakšen del debate pa želel nazaj poslušati. Tako da najlepša hvala še enkrat. Ženske, imamo zadnjo besedo očitno. Lep večer. Hvala lepa vsem, pa ostanite tako aktivni, pa sprašujte. Srečno vsem. Srečno. Hvala, nasvidenje.